Ko sem bil majhen, sem poznal enega otroka, ki je imel perfektno življenje, bil je vesel, srečen, radosten, bi rekli nekateri, brez skrbi, predvsem, in verjel je v idealen svet. Verjel je v to, da so ljudje dobri in da ljudje vejo, kaj počnejo v življenju. Da to je itak nekaj, kar, ko odrasteš, veš, da boš to počel. In enkrat, ko je začel ta otrok odraščati, je pogruntal, da svet ni takšen. Da svet ne deluje po nekih ustaljenih tirnicah, da v bistvu, ko odrastemo, iskreno nimamo pojma, kaj počnemo. Nimamo pojma, kaj je prav. In na začetku ga je bilo strah. Na začetku ga je bilo zelo strah. Ni se znašel v tem svetu, ker je kar nekrat izgubil ta občutek varnosti, ki ga ima otrok, ko verjame v odrasle, ko verjame v svoje ljudi okoli sebe, s katerimi se redno dobiva, druži. In ta strah je potolkel na začetku. Na začetku mu je porezal krila, mu je porezal upanje in odvzel mi je tudi veselje. V bistvu je strah prevladoval do te mere, da je en trenutek ta otrok pristal sam zaprt doma v sobi, igral igrice cele noči, brskal po spletu, iskal pozornost v obliki nekih forumov in podobnih stvari. In nekako ves čas upal, da bo našel neko pomoč nekje, ampak hkrati nikoli ni upal prositi za to pomoč. In ta otrok sem bil včasih jaz. Ta otrok je del mene, del moje zgodbe, ki se je začela že kot, jaz se spomnim približno že od 4. leta naprej svojega življenja. Ne vem zakaj, ker danes, ko se pogovarjam z ljudmi, ugotavljam, da eni se zavedajo bolj pri 5, eni celo pri 6, 7. Mi je zanimivo, ko danes opazujem svojega otroka, ki ima že skoraj 6 let in se zavedam, da to, kar se zdaj dogaja, se bo spomnil. Marsikaj od tega se bo spomnil. Ne vsega, pozabimo. Danes pri 37, ki sem jih nedavno praznoval, vidim, da vseeno, se imam prvi spomin od 4. leta, ampak se počasi meglijo. Ostanejo tisti mogoče močnejši občutki, močnejši neki uvidi. Ampak kaj je bilo s tem otrokom naprej? Kaj je bilo z mano naprej? Skozi osnovno šolo sem imel to izkušnjo, da so me sošolci zafrkavali. Pa ne samo sošolci, cela šola praktično. Na začetku bolj zaradi primka, nadaljevalo se je potem, ker sem imel kakšno kilo preveč. Nadaljevalo se je potem že v tem smislu, ker nekoga si pač izberejo in bil sem tisti, ki sem bil tam vedno na voljo na nek način, da se spravijo na mene. Bilo je nekaj, večinoma so bile to besedne stvari, nekaj malega bilo tudi fizičnih bojev, predvsem iz tega moje takratne žalosti, jeze, da dam vedeti, da to ni prav. Sem se potem kdaj tudi malo stepel, nikoli nič na srečo resnega. In ko sem potem v tistem obdobju, času potem še odraščal naprej skozi srednjo šolo, razmišljal o tem, kaj sploh hočem od življenja, ni bilo nobene vizije, ni bilo nobenega upanja, nobenega smisla ni bilo v vsem tem. In enostavno sem nadaljeval svojo pot, kot sem rekel, zaprt v sobi, igral igrice cele dneve, cele noči predvsem, dostikrat do 6, 7 zjutraj, potem sem pa skril na hrbtnik, da so moji mislili, da sem šel v šolo, šel spat tiste 3-4 urce, ker smo imeli na srečo v 2 nadstropjih stanovanje in sem lahko se skril v drugo sobo. In ko sem se zbudil in so bili vsi sošolci že na gimnaziji, sem jaz naprej igral igrice. Dostikrat niti nisem šel v šolo. Sploh ne vem, kako mi je ratalo, da sem jo naredil. Kje se je pa vse skupaj prelomilo, je bilo pa v situaciji, ko sem prvič doživel, da je prišel nekdo do mene in mi ponudil poslovno priložnost. Takrat o mrežnem marketingu, ampak kar je meni pomagalo, da sem spremenil to, da danes lahko tukaj na kameri z vami se pogovarjam, je bilo to, da me je vprašal, kaj so moji cilji. Vprašal me, kaj si želim. In čeprav sem takrat zmotno začel razmišljati o tem, želim denar, želim lepe avte, hišo, prijatelje in vse te stvari, vseeno dal mi je tisto, kar mi dostikrat nihče drugi ni uspel dati. Pa ne rečem, da kdorkoli je bil kriv za to. Sam nisem prosil za pomoč, sam nisem iskal zares rešitve. V tistem obdobju
sem dejansko želel se počutiti slabo na svoj način. Kljub temu, da sem v sebi jokal, ker me noben ni maral, ali pa ker nisem imel občutka, da bi me kdo maral, so bili ljudje zunaj, ki so me poklicali, greš z nami ven, a se dobimo, gremo v kino. In dostikrat sem rekel ne in se potem smilil sam sebi. Mogoče bi kdo temu rekel tudi, da je bilo to neka vrste depresije, ne vem, nikoli nisem raziskal do te mere, ampak ko mi je pa prvič ta oseba, ki je potem bila nekaj časa moj prijatelj, me vprašala po teh ciljih, sem potem pogruntal, jaz dejansko si nekaj želim. Takrat je bilo to materialno in takrat mi je to, da sem sploh pomislil, kaj hočem, dalo dejansko vero, da je življenje lahko še kaj več, kot zgolj to, da naredim šolo, naredim faks, najdem službo, grem naprej. Ne rečem, da je to narobe, daleč od tega. Mogoče je komu to dovolj, ker življenje ni samo delo, življenje ni samo služba, ni samo posel, ni samo denar. Absolutno ne. Ampak življenje, kjer pa ni upanja, si ga pa jaz več ne predstavljam. V takšnem življenju pa živi danes večina ljudi. Večina ljudi, ki jih poznam danes, razmišlja o ceni nafte, o ceni elektrike, razmišlja o tem, kako bo plačala naslednjo položnico, razmišlja o tem, kje bodo še kaj prišparali. In ta večina ne uspe videti dlje od te ovire, ker jim nihče ne da priložnosti in nihče jih ne vpraša, kaj so pa tvoji cilji. In nekako tukaj, v tem so začetki tega podcasta, zgodbe zmagovalcev, ki izvirajo iz te enostavne želje, da bi nekaj, kar je meni pomagalo, ko sem potem spoznaval različne ljudi in slišal njihove zgodbe, in skozi njihove zgodbe sem dobival vero, sem dobival dejansko tudi znanje, kako dosežeš neke cilje. Te zgodbe sem želel približati tistemu, ki jih ta trenutek rabi slišati. In na tem mestu bi se res rad zahvalil čisto vsakemu od vas, tebi, ki zdaj to gledaš, tebi, ki tega mogoče ta trenutek gledaš, pa si pogledal ali pa pogledala kakšno preteklo epizodo, ker zaradi vseh vas, zaradi tebe, dejansko vztrajamo tukaj. Prišli smo do 31 epizode, toliko jih je zdaj za nami objavljenih, in lahko priznam, da ko sem začenjal to pot, upal sem, da bomo tukaj. Predstavljal sem si, da je to možno. Nisem pa res vedel, v kakšni meri bomo tukaj. Nisem vedel, če mi bo to uspelo. Nisem vedel, kaj me čaka. In danes bi mogoče malo podelil to pot, kako izgleda. Malo bom mogoče povedal o sebi. Nekaj o vas. Nekaj mogoče se bo kakšna stvar koga dotaknila, ampak kar želim povedati na koncu dneva je, da upanje vedno obstaja, da ne glede na to, kakšen je ta svet v tem trenutku, čeprav se zdi, da gre vse vragu, bi rekli nekateri, vedno v vsaki situaciji lahko naredimo eno malenkost, eno majhno stvar, ki nam in mogoče tistemu zraven nas izboljša ta trenutek. To ne pomeni, da rešimo življenje nujno takoj. To ne pomeni, da spremenimo vse 360. Teh transformacij čez noč ni. Kar je bilo skupnega, recimo vsem zmagovalcem, s katerimi sem do zdaj snemal, je to, da nihče ni čez noč uspel. Nihče ni imel enako težkega izziva, ampak vsak od nas ga je doživel na enak način. In to je okej. In želim, da veš, da tvoj izziv, tvoj problem, če ti je lažje, ki ga imaš danes, je zate unikaten in je zate težek. In to je okej. To je spoštljivo do tebe je, da se zavedaš, da je tvoj problem pomemben in zate težek. Želim pa, da veš, da obstajajo ljudje, ki so šli skozi ta problem, ki ta trenutek hodijo skozi ta problem, in želim, da dobiš občutek, da nisi sam ali pa da nisi sama v tem. Ker to je dostikrat ključ do tega, a bomo preživeli naslednji korak. Večina ljudi, ki sprejme odgovornost, da zaključi to pot prezgodaj, naredi to zato, ker v bistvu izgubil upanje in ker imajo občutek, da kljub vsej množici ljudi okoli njih, da so sami in nerazumljeni.
In res je, da dostikrat ne prosijo za pomoč. Dostikrat ne povejo, da rabijo karkoli. Dostikrat tudi, če jim je ponujeno, ne znajo sprejeti te pomoči. In to je težko najti, to je težko paziti. Jaz lahko rečem, imam srečo, v moji okolici se še ni to zgodilo, da bi nekdo dejansko zaključil. Sem pa poznal na tej poti ljudi, ki so o tem razmišljali, ki so probali dejansko. Ena epizoda, definitivno epizoda, ki je postavila ta podcast, ne morem reči na neko lestvico, ali pa kako bi temu rekel, epizoda, ki je Sloveniji predstavila zgodbe zmagovalcev, je bila definitivno z Damjanom Ježekovičem. Fant, ki je živel v zelo težkih situacijah, ki je odraščal z mamo, ki ga je vsak dan, bi lahko rekli, pretepala, zmerjala, kričala na njega in ga je na neki točki celo poskušala, se ne vem zdaj, ali je imela v mislih, da bo na koncu vzela življenje ali ne, ampak bilo je blizu. In ta fant, ki bi imel lahko 101 razlog, zakaj ne mara ljudi, zakaj ne spusti nobenega blizu, zakaj bi si vzel življenje in je probal, je danes moški, ki daje ogromno, ki je napisal že 3 knjige, 3. bo izdal počasi, ampak napisal je 3 knjige o svoji poti in s tem dejansko rešil že mnogo življenj. In kar je njega ustavilo pri enem od teh poskusov, je pa nekaj, kar je bilo meni recimo v tisti epizodi tako res wow. In sicer razlagal je temu, kako hodi po bloku v najvišje nadstropje, na streho, kjer je bil odločen, da zaključi. Po poti je rekel, da je prijateljem napisal sporočilo, da je to, da se poslavlja. Jaz bi verjetno rekel, da je vseeno v sebi kričal po pomoči, ki jo pa ni bil pripravljen mogoče še sprejeti. Ampak po tej poti, po teh stopnicah, je pa srečal eno gospo, ki se mu je nasmehnila. In to majhno dejanje mu je dalo tistega črvička v misli, a je mogoče vseeno vredno še poskušati. In to majhno dejanje, ta prijaznost mu je dala dovolj upanja, dovolj moči, da je počakal, da so se prijatelji odzvali na sporočilo in da so ga prepričali, da je naredil vseeno korak nazaj. In zato nauk iz te zgodbe je, da ne rabimo narediti nekaj velikega za to, da nekomu rešimo življenje. Dajmo biti prijazni en do drugega. Dajmo biti ljubeznivi, dajmo si dati en lep nasmešek, en lep objem, en lep stisk roke. Ne rabi biti to nič fizičnega, materialnega, ne rabi biti to denar. Dejansko mora biti samo lepa beseda. Ker to lahko damo, kolikor želimo in nam nihče tega ne more vzeti. Nihče ti ne more vzeti lepe besede, nihče ti ne more vzeti rad te imam, ljubim te, pomemben si mi, cenim te, spoštujem te. Tega, ko enkrat to izgovorimo, imamo tega še več, ne manj. In zakaj si tega ne damo? Jaz imam 2 pokojni polsestri v življenju. Obedve umrli za rakom. In dali ste mi veliko. Nismo zdaj veliko skupaj živeli, ker sta obedve bile mnogo starejše od mene. Ena je celo v življenju zbežala doma, živela v Mehiki, v Španiji. Smo se potem vseeno nazaj povezali in sem hvaležen za izkušnjo, da sem lahko celo jo obiskal v Madridu. Ampak ena izkušnja v tej zgodbi je bila pa ta, kako močne so besede še na drugi način. Namreč ta druga sestra, ko je prva že bila pokojna in je druga bila na poti, da je rak že bil po celem telesu. Ne vem zakaj, ampak ko je ona je zbolela veliko prej, pred njim umrla, ampak se je nekako s tem uspešno borila na svoj način, izbrala je alternativo, izbrala je, da bo razreševala svoje vzorce in dejansko je bila kar uspešna pri tem, rak je bil v čisti remisiji precej časa, pa je naenkrat udarilo ven, naenkrat se je pojavilo po celem telesu, tako da lahko rečem naenkrat zaradi tega, ker dejansko hodila redno na preglede, so jo spremljali in res se to ni pokazalo, ker ni bilo kar naenkrat. No in vseeno se je odločila, da bo doma probala še to rešiti. V meni se je takrat vključil neko upanje, neka motivacija, da jaz bom pa njo rešil. Kasneje sem razumel, da je v bistvu to izviralo iz neke moje otroške dobe, ko sem se na čist nezavednem nivoju odločil, da jaz bom pa mojo sestro rešil v življenju.
In sem takrat probal najti vse možne načine, raziskoval karkoli bi bilo možno, katerokoli terapijo, probali smo vse, kar še ni probala. Ni delovalo, vedeli smo, da težko bo delovalo, ampak se rekel, največ, kar imam, je upanje in bom upal do zadnje minute. In potem nekega dne, en vikend je prišel, sem imel iti v Verono, igrati Pandolo. Za tisti, ki ne veste, kaj je Pandolo, pejte na pandolo.si, pogledajte si, vrhunska igra, žal za Mira, to je antična igra, ampak to je en takšen fun fact, ki ga redko kdo pozna. V glavnem, imeli smo zaiti v Verono in jaz vprašam mojo sestro, jaz komoto stanem tukaj in ne rabim iti. Reka, ne, pejdi, sej non-stop je nekdo zraven mene, ker smo res skrbeli, da ima ves čas nekoga zraven, je rabila že veliko pomoči. In vseeno nekako po prepričevanju jaz grem na pot in na tam 3/4 poti do Verone dobim klic od moje današnje žene. Reče, je prišla zdravnica v sobo, ker nekaj od stanovanja, je prišla v sobo notri, brez karkoli se ustaviti in iz prve rekla, dajte se posloviti, povejte vsem, kar imate za povedati, zaključite svoje posle, to je to. Seveda je bil šok. Moja sestra je šla v čisto paniko, ker do takrat ni bila zdrava, bila je pa zelo prisebna in dobre volje. Kljub vsemu je bila tam dobre volje in upala. Tisti trenutek se pa nekaj zlomilo v njej. In takrat sem seveda rekel, pridem nazaj, in rekel, ne, vseeno ostani, samo da veš, da se to dogaja. Ok, gremo mi v Verono, igramo tam prvi dan, drugi dan, sem ves čas seveda kličem nazaj domov in vsakeč je tako, ja, pa malo je slabše, ampak se je zaenkrat še vse v redu. Nedelja, zjutraj kličem, kako je danes, so rekli, ne vem, malo je že čudno tako, da ni najbolj prisebna. In zvečer se vračamo domov, po izgubljenem turnirju, malo tudi zaradi te moje živčnosti, strahu, žalosti. In pridem domov, se grem še stuširati celo najprej v Lucijo, ona je bila v Izoli, se pripeljem nazaj v Izolo, okoli 10 zvečer in vstopim notri v sobo in sem videl v bistvu telo, ki je bilo tam, duše pa kot da ni bilo več. Dejansko je čisto bila v drugem svetu že, treslo jo je, ni se zavedala vsega. In sem pristopil k postelji in pogledam v oči in me zagleda in takrat je bilo še zadnji trenutek, ko sem videl v njej kanček življenja. Začutil sem to hvaležnost, da sem prišel nazaj. In malo potem se je poslovila. In takrat sem res razumel še enkrat, še ena izmed mnogih priložnosti, ko sem razumel, kako močne so besede. Še danes ne vem, zakaj je tista zdravnica tako ravnala. Sej, lahko da je imela prav, lahko da bi bilo vseeno. Ampak zakaj ljudem na takšen način odvzeti moč? Ker na drugi strani sveta, pred 35 leti je pa bil fant, ki so mu rekli, ampak na prijazen način so mu rekli, 14 dni življenja imaš pred sabo. Kar so pa starši naredili drugače, je pa bilo to, da so mu rekli, bolan si. Niso mu rekli, ti imaš raka, niso mu rekli, ti boš umrl. Rekli so mu, bolan si in čez 14 dni bomo vedeli, kaj bo. In zaradi tega, ker je slišal drugačne besede, je razumel, ok, bolezen, imam bolezen, se pozdravi. In je verjel v to, da se lahko pozdravi. In to je že drugič imel raka, smrtnega raka, Hodgkinsov limfom, ni bil sposoben niti iz postelje do tuš kabine, da bi bruhal, ne da bi karkoli drugega. In zaradi tega upanja je preživel. In je čez 35 let, oziroma čez 34 let, je za svojih 50 let se odločil, da bo pretekel 7 maratonov v 7 dneh na 7 kontinentih. Predtem je pa bil na Monte Everestu, na vrhu vsakega gore, na vsakem kontinentu najvišje. Bil je na severnem polu, na južnem polu, pretekel s Ironmane, maratone, skratka ni da ni. Z enim pljučnim krilom, ker je enega izgubil med terapijo. In ko ga vprašamo,
Sean Swarner se kliče. Ko Seana vprašamo, kaj je recept, za to je rekel upanje. Upanje je bilo prvi korak, potem pa je prišlo še vse ostalo. In tega Seana lahko čez en teden spoznate. Prihaja v Ljubljano 6. maja, organiziramo dogodek Večer zmagovalcev. Vse informacije najdete na večerzmagovalcev.si. Prihaja sem ravno z namenom, da prinese upanje. Z njim bodo na odru še Darko Đurić, Damjan Janžeković bo povezoval, Maja Peron bo z nami, bo govorila o prijaznosti, z nami bo Boris Venek, ki ima svojo izkušnjo raka, z nami bo še ena gostja, ki mi malo pred tem poslala SMS, ampak nočem povedati imena zato, da ne bom jinxal karkoli. Z nami bo pa Sean, ki bo na koncu povedal, kako je v bistvu ne samo premagal rak, ampak kako je dosegel te najvišje vrhove na vseh kontinentih in kako doseči takšne unikatne cilje. Strategijo nam bo dal, povedal, kaj razmišlja po poti za to, da pride do tega. Ker on vsako leto pelje skupine ljudi na Kilimandžaro, bil je gor že mislim, da 26krat, ne imel zdaj za besedo, ampak on pravi, da ima najvišji procent uspeha, koliko ljudi pride na vrh. Kar ne pomeni, da ostali umrejo, ampak dostikrat se zgodi, da ko gre nekdo na Kilimandžaro, veliko ljudi obupa na pol poti in se vrne nazaj. Mislim, da je procent nekje 60%. No, njegov success rate oziroma procent uspeha je 95%. Zakaj? Ker z ljudmi dela na mindsetu ves čas, ko gre gor, se pravi ves čas dela na tej miselnosti in vliva to upanje, to vztrajnost, to vizijo in to vero, da so sposobni priti do vrha. In to nam bo dal na tem dogodku. Tako da, če poznaš koga, ki rabi takšen dogodek v tem trenutku, pošlji ga, naj pride na dogodek, kupimo karto. Če kdo ne mora kupiti svoje karte, dajte nam pisati, dajte mi pisati, bomo zrihtali. Ni cilj tega dogodka, da zaslužimo, zato ker vse, kar nam bo ostalo, potem, ko plačamo stroške dogodka, stroške letalske karte, hotela za Seana in podobno, vse gre v dobrodelne namene, za malo Evo, tudi v njej se lahko pogledate na spletni strani. Ta dogodek delamo iz srca za srčne ljudi. Zato tudi danes srčni zmagovalci, ker res verjamem, da ena stvar, ki odlikuje zmagovalca, da je srce, ta srčnost. In ko me kdo vpraša, zakaj delam ta podcast, to je itak klasično vprašanje, zakaj si pa začel? Včasih si malo v hecu rečem, ker sem Mona, bi rekli mi na obali, ampak ne, iskreno, samo zaradi tega, ker potem, ko sem toliko let ne verjel v ljudi, ko sem imel toliko let odpor do ljudi, ne morem reči sovraštvo, ampak mislil sem, da me noben ne razume, mislil sem, da mi noben noče pomagati. Sem skozi moje izkušnje nekaj let spoznal, da obstaja upanje, da obstajajo ljudje, ki so dobri in danes sem neizmerno hvaležen krogu ljudi, ki jih imam. Veliko njih je dobrih, je srčnih, je prijaznih, spoštujejo me in jaz njih. Tisti, ki ne, od tistih se nekaj naučim, ne jemljem si osebno več stvari, ampak iščem, kaj se lahko naučim in sem tudi za njih zelo hvaležen. Ampak res, danes, ko pogledam okoli sebe, imam fantastične ljudi. In če pogledam na drugi strani, vi, ki gledate to, ki komentirate to, toliko lepih komentarjev. Ko sem začel podcast, je bil normalno tisti strah, ok, kaj bodo ljudje rekli, kaj se bodo ljudje mislili. To je nenormalno, koliko nas ta strah blokira in mene je tudi. S tem, da ko sem se odločil, da grem snemati, sem vedel, da bo ta strah prisoten in sem rekel, nima veze, gremo čez ta strah, pač objaviš epizodo in kar bo. In pričakoval sem po eni strani, da ne bo zdaj se vsulo negativnih komentarjev, ampak si pripravljen. In kar moram povedati, je, da ga ni bilo. Da res na mene ali pa na podcast kot tak ni bilo enega slabega komentarja. Same komentarje podpore, same pohvale, zahvale. Res hvala vam, ker toliko verjamete v to zgodbo, tudi vi počasi in ker mi date ta pozitivno povratno informacijo, jaz sem neizmerno hvaležen. Tako da res hvala, to ste vi, to nisem jaz. In tudi gostje so neizmerno hvaležni.
Tudi ja. Zakaj sem začel? Začel sem se zaradi tega, ker res verjamem v to upanje, v to moč upanja in verjamem, da upanje lažje dobimo od sočloveka, kar so za nas zmagovalci. Zato je bila tudi takoj na začetku ta ideja, strategija, ne da vzamem tistega, ki je že v vsakem podcastu, ampak da vzamem čim več ljudi, ki so danes neznani, ki jih danes nihče ne pozna v nekem javnem prostoru, ampak jih poznajo posamezniki. In še naprej želim gojiti to zgodbo, da slišimo čim več zgodb takšnih ljudi, ker se verjamem, da z njimi lažje poistovetimo, ker ko vidimo nekoga, tam influencerja, znano osebno športnika, si mislimo, ja, ampak on je drugačen, on ima prednost, on je, ne vem, pametnejši, boljši, sposobnejši, karkoli. Ravno zato imam tudi takšne ljudi, fokus mi je pa na tistih, ki so bliže tebi, ki so takšni kot ti, ki imajo svoje probleme, ki imajo svoje prepričanja omejujoča, ki imajo svoje strahove, pa vseeno, kljub temu, delajo te korake vztrajno na poti neke vizije, ker verjamejo v to, da so oni sposobni in da si svet zasluži njihovo lepoto, njihovo ljubezen, ne pa njihovo sovraštvo. In zame je to odlika zmagovalcev, ta sposobnost ohraniti upanje, ohraniti vero takrat, ko je težko. Pa to ne pomeni, ko pride problem, ko se nam nekaj zgodi, bolezen, nesreča, finančni zlom, propad nekega posla. To ne pomeni, da moramo mi tisto sekundo se pobrati gor in reči, vse je v redu. Ne, ni. V redu je, da smo takrat dol, v redu je, da takrat jočemo in smo jezni na svet in razmišljamo, kako so vsi drugi krivi. To je v redu v prvem trenutku, po drugem, po tretjem. Potem pa moramo priti vseeno do trenutka, ko pa prevzamemo odgovornost in se rečemo, ok, kaj pa lahko zdaj naredim? Kako pa lahko zdaj zaživim? In razdalja od prvega trenutka do tega trenutka tukaj tudi ni pravila, po mojem mnenju. Včasih sem za takšno stvar, za takšno težjo preizkušnjo rabil, ne vem, leto, 2. Danes rabim mogoče mesec, mogoče celo teden, včasih celo samo 5 minut. Ampak to je vaja. To ni nekaj, kar mi imamo v sebi. Ne poznam človeka, ki se je rodil samomotiviran in ki je sposoben vsako jutro vstati o 5 zjutraj, zato ker je to njemu naravno. Verjamem, da obstaja kje, pa dostikrat bi temu rekli, da je verjetno kakšno zdravstveno stanje, ampak večina nas, ljudi, nismo samomotivirani, ker tako, jaz zdaj pa vsako jutro vstajal 5, hodil teč, pisal knjigo, imel uspešen posel, ne vem kaj se. Ne. Vsako jutro na novo se moram prepričati, da se zbudim zjutraj, z izjemo, ko me zbudi otrok, kar je še zaenkrat velikokrat, ampak vseeno imamo že počasi tudi kakšno dobro noč. Ampak si rečem, priložnost imaš, da ostaneš, je težko in bo težko priti do blijaka in se uprati obraz, ampak ko boš to naredil, ko si opereš obraz, bo pa že malo lažje. In ko se premakneš še do školjke, bo še malo lažje. In ko te briješ potem nazaj v kuhinjo in spiješ kozarček vode, bo še lažje. In vsak korak postane lažji. In dejansko velikih izzivov se lotimo s majhnimi koraki. To me je naučil moj prijatelj Aleksandar Taskov, Aco. Če gledaš to, hvala ti. Vem, da sem ti plačal za coaching, ampak ti si moj prijatelj veliko dlje časa in se od tebe rad učim, cenim te. In kar me je naučil je bilo to v bistvu, kako si dostikrat postavimo previsoke cilje, ker ima smisel, da imamo neko vizijo, kam želimo priti, ampak pot do teh velikih ciljev je skozi majhne korake, zelo majhne korake. In je včasih boljše, da si damo cilj, da naredimo, ne vem, v mojem primeru, kaj mi je on pomagal, takrat je bilo ne prebrati 10 strani knjige, ker to ni vzdržno v mojem trenutnem življenju, z otroci, s poslom, z ženo, to ni vzdržno. Vzdržno pa je, da preberem eno stran. Ker to je pa toliko malo časa, da je težje dejansko ne tega narediti in razmišljati, da bi to mogel narediti, pa se sekirati, kot pa da to preprosto naredim. In na koncu ta ena stran postane 365 dni na leto. En počep na dan postane 365 počepov na leto.
Ne sliši se veliko, ampak to je 365 več, kot jih naredimo danes. Jaz do takrat nisem v par let uspel brati knjige, ker je bilo non-stop nekaj pomembnejšega. Hotel sem, ni bilo energije, ni bilo časa, ni bilo volje. Na njegov način sem prebral dejansko 3 knjige v celem letu. Ker seveda, ko pademo notri v to doseganje majhnih ciljev, jih začnemo povečevati ne zato, ker bi mogli, ampak zato, ker nam postane naslednji cilj toliko nizek, da je težje ga ne narediti. In tako sem kar nekaj prebral 3 strani in poslušal 15 minut vsebin, ne pa 5 minut. Tako sem naredil, 20 sklec po čepu pa trebušnjaku, ne pa enega. In s tem sem se naučil, kako dejansko zelo hitro priti iz tega prokrastinacije, tega prestavljanja nekih nalog v to, da jih naredim takoj. Ker ko pridem v pisarno danes in vidim, da imam ogromno nalog, ki bi jih mogel narediti in svega svašta za odpisati in sporočiti in poklicati, ozavestim, zapišem, potem se pa vprašam, katero od teh stvari mi bo vzela najmanj časa, najmanj energije in naredim tisto najprej. In do konca dneva je največkrat narejeno velika večina vsega, če ne vse. Kaj sem počasi delal? Ves čas sem imel tisto živo žabo v mislih, da moram požreti živo žabo, torej najtežjo stvar narediti, s katero sem se sekiral in ukvarjal praktično od pol delovnika, zato da potem sem našel neki izgovor, zakaj moram iz pisarne ali pa zakaj moram nekaj drugega delati, in na koncu nisem naredil. Prvi dan, drugi dan, 5. dan, 10. dan in je to nekaj, kar je bilo v meni in mi je povzročilo ogromno stresa in na koncu še vedno ni bilo narejeno. In poleg tega nisem naredil tudi teh malenkosti, ki so se kopičile. Tako da, Aco, res hvala. Ogromno ljudi je na tej poti, ki mi pomaga. Od ogromno ljudi se učim. Tukaj v studiu. Čau, Miha. Tukaj se je obrnilo, mislim, da že tukaj v studiu se je nekaj obrnilo, neki sodelavcev trenutno delajo na drugih projektih. Vsem sem hvaležen, ker mi res ogromno pomagajo. Jakob, Maj je bil prej, Sergej zdaj, pa seveda Anže Pavlin. On me pa res še danes pred snemanjem me je poklical in sem v ta trenutek, dobesedno v ta trenutek sem še bolj hvaležen. Že takrat sem bil, ampak ko je predlagal, kako naj postavimo prostor, mislim, da je imel zelo prav, da je super našel idejo, kako izboljšati ten del mene, ker namreč kot podjetnik učim prodajo, ta komunikacijski del, pa prodajne strategije in učim tudi, kako prodati na odru, kako dejansko kot podjetnik nastopati, da nekaj prodamo. In meni ni problem, da me na oder pred 5, 50, 500, 5000 ljudi, nobenega problema. Da je pred kamero, jaz ne vem, zakaj ne znam. Nimam pojma, kaj se v meni zgodi, ampak ko sem za tisto mizo in moram nekaj posneti in takšen prodajni nagovor ali kaj podobnega, moj obraz je resen, moja mimika je resna, moje roke so pri miru, skratka, ne vem, kaj se zgodi, ne znam. In zdaj tukaj v tem stolu se počutim ful sproščeno, tako da, Anže, hvala ti, ne samo za to, ampak ti si mi res ogromno na svetu dal do zdaj, si mi prisluhnil, si mi naučil marsičesa o tem poslu in še vedno me učiš. Tako da res hvala. Uživaj z otročkom novim, ko me čakam, da se spet kaj vidimo. In res si želim tukaj podcast studio v Črnučah, res lahko rečem tako, wow ekipa. No? Mislim, zdaj recimo se je zgodila priložnost, tam, kjer imam pisarne, dejansko bi lahko brezplačno snemal tam in sploh pomislil nisem. Ne razmišljam o tem, zaradi tega, ker toliko zaupam tej ekipi, ki me sprosti, me nasmeje, včasih malo zafrustrira kaj. Največkrat sem kriv itak za to jaz, ker ne vem, prepozno kaj skomuniciram ali kaj podobnega in pol pride do tega, da hočem popravke zadnji trenutek. Ampak vseeno nikoli še noben od njih ni rekel, ne, to se pa ne da, ali pa tu pa ni časa. Dostikrat ob 11. zvečer Miha stisne nekaj, pa pošlje pa uploade in tako dalje. Tako da, Miha, tudi tebi res hvala. Vedno. Ja, sploh še nisem prišel do podcasta, dobro.
Torej, ja, ko sem začel to, je bila dejansko ta misija prisotna in takrat sem se tudi odločil, da želim to res pristno, da želim, da je to iz srca, za ljudi. In spomnim, kakšen strah je bil na začetku, pa začeti snemati, pa kako zgledam, pa jaz sem pa debel, pa moram malo shujšati, da ne bo pomote, moram shujšati, ampak jaz sem takrat se sekiral za to, kako zgledam, namesto da bi razmišljal o zdravstvenem vidiku tega. In zanimivo je to, recimo, tako sem se odločil, da mi ne bomo rezali epizod, da jih ne bomo popravljali. Enkrat smo to naredili konkretno samo zaradi tega, ker je bilo informacija, ki je bila občutljiva za starše nekoga in ki ni imel veze s tisto zgodbo in zato smo dali ven, samo zato, da zaščitimo tiste starše. Je bila čisto pozitivna informacija, mislim pozitivna, je bila čustvena informacija, ampak nič niso slabega naredili, ampak smo ocenili, da je to boljše, da damo ven. Vse ostalo je točno to, kar vidite, to je v epizodi. In to sem se odločil na začetku, da želim, da je pristno, ampak valjda je bil na začetku strah, da sem sposoben. Tako da lahko razkrijem, da se je zgodilo, da smo epizodo posneli dvakrat. In sicer epizodo s Katjo Verderber, Katarina Mala, ona je bila v bistvu moja prva sogovornica, čeprav smo jo objavili v, mislim, da drugi ali tretji epizodi. In z njo sem vedel, da sem lahko sproščen, da imava dobro energijo, dober pogovor, ampak jaz seveda nisem bil sproščen tisti trenutek. Ona je bila čisto na drugem nivoju, pač izkušena moderatorka, učiteljica javnega nastopanja, pevka, odlična prijateljica, mama, zelo rad z njo sodelujemo, veliko sva v zadnjih 2 letih ustvarila skupaj in še danes sodelujeva na istem projektu, samo ne skupaj, to je ful zanimivo. Upam, da bo prišel nekega dne ven, kaj to je, ker je tako ena lepa zgodba. Tako da, ja, tisto epizodo smo potem še enkrat posneli in drugič je bilo veliko boljše. Se ne da je bilo prvič narobe, ampak drugič je bilo enostavno boljše. Pol pa nekako izpadlo, takrat prvih 5 sem vedel, koga hočem, nisem vedel, kdo bo prvi objavljen. In ko smo z Matejem Varkovičem posneli tisto prvo epizodo, dobesedno, ko sva rekla, to je to, sem vedel, to bo prva epizoda, s to bomo začeli. In še danes sem vesel te odločitve, mislim, da je bila res dober začetek. Ogromno njegovih prijateljev, sledilcev, trenirancev je to pogledalo in še danes, ko pridem kdaj k njemu v fitness, premalokrat. Vsakič me kdo nagovori, da spremlja in sem res hvaležen vsakemu, ki pride do mene. Tako da, če me kdaj ki vidiš, pa ne veš, ali me lahko prideš pozdraviti, ne, pridi, hvaležen sem. Mogoče ne bom mogel se ti posvetiti, če sem na sestanku, ampak hvaležen sem res vsake lepe besede, vsake komentarja, ker to ne pomeni, da ga daš samo meni, to pomeni, da ga daš celemu svetu skozi ta podcast in to vzame pomeni tudi to, da si takšna oseba tudi drugje in točno to je to. Te lepe besede, ki jih damo nekomu brez jasnega namena. Če imaš kaj slabega zapovedati, te tudi povem. Mislim, če je kakšna možnost izboljšave, z veseljem slišim. Ker vem, da lahko delam stvari še boljše v marsikaterem pogledu. Če vidiš kakšno priložnost, povej. Veliko gostov, oziroma bi rekel, skoraj tretjina, jaz jih nisem poznal pred tem, ampak mi jih je nekdo priporočil, ki mi je pisal na sporočila. In ta spisek se kar daljša, koga vse lahko bi imel tukaj kot gosta in želim si, da bi imel, tako da je v planu marsikoga tistih. Nekaj ljudi se je samih javilo. Mogel sem se pa tudi naučiti, da je reč ne, ali pa ne zdaj. Ne, ker ne bi hotel, ampak enostavno ne zmorem. Ne gre časovno, ne gre programsko in tudi finančno. Ta projekt, v bistvu projekt, ki sem ga sam zagnal in v njega investiral svoj lasten denar. Na začetku je bil plan, ker imam še druge firme, da bo eno teh startupov dejansko dovolj zrastel, da bi pokrival strošek tega. Ni se zgodilo, ne moraš verjeti. Je, da samo en startup od ne vem koliko jih uspe. Nismo še zaključili, ampak nismo pa še uspeli. Tako da ja, in potem sem kar nadaljeval, malo na lasten riziko, predvsej zapostavil svoj posel, ker sem toliko v bistvu se zaljubil v to podcastanje, oziroma deliti te zgodbe. Meni med tukaj ljudi je res enormno hvaležna izkušnja. Jaz sem hvaležen, da
da ste moji gostje. Tako da, gostje vsi, hvala tudi vam. V glavnem in zato ne moramo enostavno čisto vsakega sprejeti tak tisti trenutek, ker moram premisliti, kako bomo sploh naslednjo epizodo posneli. Ker produkcija ima svojo vrednost in jaz se želim nagraditi. Tukaj mi pride tudi studio nekaj naproti, včasih z nekim zamikom plačila. Ceno jaz ne dovolim, da bi mi jo zares spustili, ker mi je pomembno, da so primerno nagrajeni. To je tudi moja filozofija v prodaji. Vedno učimo se, da ne niža cene, dodaj vrednost, daj več, pa prilagodi ceno pač temu, kar daš, ne pa zdaj prilagajati to, kar daš ceni. Ne vem, če to mi je zdaj smisel. Bomo spustili ta del. Kar hočem povedati je to, da v to gre ogromno časa in sredstev. In da na poti se je tudi zgodilo, da so se pojavile priložnosti, ko je nekdo rekel, da bi podprl podcast. In te priložnosti na začetku sem jih totalno zavračal, sem možnost, da bi nekdo bil sponzor, partner podcasta. Dokler nisem ugotovil, da je misija, da ustvarjamo te zgodbe, pomembnejša od tega, da je podcast zgolj in samo financiran z moje strani. In tako sta se tukaj pojavila zaenkrat 2 podjetja, 3 podjetja v bistvu, pa 4. je že tudi zraven malo, ki so videli priložnost, da podprejo te zgodbe, da podprejo to misijo in so razumeli, da ne bodo dobili nazaj oglaševanja na nekih billboardih, na Facebooku in ne vem kje vse, ker vi, ki gledaš, sigurno ne gledaš zaradi teh reklam. Jaz se tega zavedam. In ne želim, da bi bil občutek, da ustvarjam to samo zato, ker nekdo plačuje. In to sem z vsemi temi skomuniciral naprej in kar mi je bilo res všeč pri njih, je bilo to, da nihče od njih ni razmišljal samo o tem, kaj imajo oni od tega. Dejansko se razmišljali, kako lahko to podprejo, če bodo pa kaj imeli od tega, pa super. In tako so se tukaj v bistvu našli najprej, prvi so bili Incrementum. Podjetje Incrementum, ki se ukvarja so v bistvu prvi kriptosklad v Sloveniji, oziroma drugi, če sem prav razumel na koncu, z licenco, torej oni so dali skozi mnoge regulative za to, da lahko varno trgujejo za svoje stranke, da upravljajo njihova kriptosredstva in prinašajo donose in kakor sem videl, rezultate imajo res izjemne donose, kljub temu, da je danes, ne vem, če je že bear market, ampak da je kriptosvet padel precej, oni so še vedno v plusu napram temu, kjer so začeli. In kar mi je bilo všeč pri tem sodelovanju, je, da njihov vodja marketinga Uroš, ko je dobil informacijo o mojem podcastu, je rabil natanko minuto, da se je odločil, da želi sodelovati. Ni bilo vprašanje, kakšna je cena, ni bilo vprašanje to, samo ja, hočemo sodelovati, dajmo se dobiti na sestanku. Tako da tukaj je bilo res wow. In takrat sem videl, v tem ni nič narobe, obstajajo podjetja, ki to razumejo. In moj drugi filter je pri podjetjih, ki jih sprejemem kot podpornike, pa je, da imamo enake vrednote. Da razmišljamo o teh vrednotah, vztrajnosti, upanju, viziji, ljubezni, spoštovanju, srčnosti, da so to tiste vrednote, ki njih nekako motivirajo, da rastejo. No in skozi njih sem pa potem spoznal Timoteja Jecla, ki je bil tudi eden od mojih sogovornikov v epizodi. No in tukaj je iskreno druga epizoda, ki smo jo posneli še enkrat, ker so pa bile ene druge tehnične ovire in nismo potem imeli izbire, smo vedeli, ali jo pač zbrišemo in zgine, ali pa vseeno posnamo še enkrat. No in Timotej je skozi to, da sva sedela 2krat tukaj skupaj, začutil tudi to misijo. No, on ima pa podjetje Kuhinja Element, kjer se res trudijo, da svojim strankam zagotovijo najboljšo možno izkušnjo kuhinje po najbolj normalni ceni. Se pravi, ne delajo na nizkocenovnih stvareh, ne delajo na poceni materialov, ampak delajo na kvalitetnem materialu za primerno ceno in za ugodno ceno, pač bomo rekli. No in tudi njemu sem zelo hvaležen, ker tudi on ni veliko časa razmišljal, ni se odločil iskreno po nobeni marketinški logiki, ampak odločil se je res zaradi tega, ker je videl priložnost, da pomaga. Kar je tudi v epizodi govoril, da rad pomaga. No? Tretje podjetje pa v bistvu od moje prijateljice, partnerice v projektih drugih, pri tem dogodku tudi, Polonca Oberč Jereb, ki se ukvarja s svetovanjem. Ona še ni bila moja gostja, sva bila dogovorjena 2krat, pa odpovedala iz zdravstvenih razlogov, ampak ona se pokvarja res s takšnim finančnim svetovanjem
na širše, v tem je že 30 let, pardon, 15, ker jih ima 20 let, da ne bo slučajno vzela na robe, ampak 30 let znanja ima, je stara pa 20. In tako mene je v financah učila moja mama v življenju, ki je bila v tem zelo dobra, res ustvarila iz nič, veliko dala nam je varnost doma, ogromno varnosti, tudi omogočila mi je marsikateri boljši začetek, kot bi ga imel marsikdo. In vseeno pa je mama in meni ni prišlo vse do mene, te informacije, nekako iz tudi upora verjetno, pa konec koncev imam še del karaktera od mojega očeta. Polonca je bila pa prva oseba, ki se mi dejansko zaupal, da mi je svetovala o financah, ker ni gledala na to, ok, jaz pa ne vem, ponujam zlato, srebro in to moraš iti, ampak gledala je mojo celoto. In vzela je, kaj so moji cilji, moji plani, moja vizija, kakšne so moje razpoložljivosti in dejansko pač sva začela dosti nižje, kot bi recimo imela ona sploh karkoli od tega. In zato sem hvaležen, da tudi za njo, da lahko sodelujeva še pri drugem podjetju, pa nasplošno sva veliko v stiku. In je zanimivo, njo sem spoznal preko BNI-ja, Business Network International mreža, kjer sva po mojem 4-krat ali 5-krat že sedela skupaj na kavi, preden sva mi pogruntala, da imamo priložnost za sodelovanje. In ta izkušnja mi pove, da ni dovolj, da človeka spoznamo enkrat, ampak včasih moramo ga spoznati 3-krat, 4-krat, 5-krat, 10-krat, preden ugotovimo, kaj pa lahko kaj skupaj ustvarjamo boljši svet. Zato je po eni strani vodilo mreže, ne to, da mi spoznamo nekoga na dogodku, si damo roko, se zmenimo za kavo, gremo na eno kavo in pozabimo. To ni dovolj. Vsaj 3 kave moramo s to osebo spiti, preden mi lahko rečemo, ok, vidim neko priložnost, pa ne. Zdaj to ne pomeni, da moramo iti proti sebi, če z nekom ne čutimo sinergije, ampak če je pogovor stekel, če je neka podoben pogled, zakaj pa ne vzdrževati odnos? Lahko se zgodi čez 5 let, 10 let, noben problem. Imam prijatelja, s katerim sva kar dolgo prijateljevala, pol pa, skoraj po 10 letih, evo prvi posel sva speljala skupaj pred kakšnim letom. Nikoli se ne ve. Tako da torej, če govorimo o teh partnerjih, da se še za šalico zahvalim mojemu prijatelju Dejanu Kletečkemu iz podjetja Starfinity. Pixie Inc. je njihova znamka. No, oni pa tudi delajo spletne strani pa šalice. To pa ni naredil, to dejansko ne bo pričakoval, ker ni moj podpornik na takšen način kot ostali, ampak enostavno v bistvu mi je daroval to šalico, imam jih še 2 drugače in zato se mi zdi čisto vredno, da se mu zahvalim, ker on je pa tudi eden od, po mojem, trenutno v mojem krogu eden tistih, s katerimi se najdlje poznam in s katerimi sva ohranila en zanimiv odnos prijateljstva in sodelovanja, ki nikoli ni bilo perfektno, nikoli, da bi rekel, zdaj sva mi pa speljala nekakšne posle skupaj ali pa ne vem, kaj imela eno drugega, ampak nekako vidim, da se zdaj Dejan s tabo uspeva en drugega malo brcati kdaj. Da ko enemu gre malo slabšega, drugi malo spodbudi in obratno in vedno si dava takšne direktne nasvete, včasih čisto mimo, ampak včasih pa te nasveti delujejo, tako da hvala ti za vse ideje in nasvete in to, da mi tudi trenutno pomagaš pri enem projektu. Tako da, ja, to. Zdaj pa, ker je dejstvo, da podcast ima svoje limite, oziroma jaz osebno imam svoje limite, do kje lahko pripeljem podcast sam, dejansko se odpira možnosti, da mogoče kdo od vas pozna koga, ki ima sposobnost, da bi podprl še takšen projekt, ker idej je veliko. Moja vizija je, da imamo dejansko 50 epizod na leto, pa ne samo teh klasičnih za to mizo, ampak da dejansko gremo ven med publiko snemati, da povabimo mogoče kakšne druge tipe ljudi tukaj, da odpremo kakšen portal na to tematiko, da naredimo še več živo dogodkov. Skratka, ideje je res veliko, vse to pa zahteva svoje resurse. Tako da, če kdo od vas pozna kakšno podjetje, ki ima te vrednote, ki se deli to neko misijo, vizijo in razume, da to ni oglasni prostor, ampak da je to, v bistvu se lahko sami pohvalijo skozi to, da podprejo. Mi pa jim damo maksimalno, kolikor lahko, brez da s tem zmanjšamo vpliv vsebine.
dobrodošli, da me kontaktirate, z veseljem se dobim z vsakim na kavi in pogledamo, ali smo za skupaj ali ne. Če pa ti osebno želiš podpreti, pa ne moreš to narediti, ne vem, nek ogromen znesek, imamo pa na YouTubeu dejansko membership na voljo, torej članstvo, kjer se lahko odločiš med dvemi opcijami in s tem predvsem dobiš nazaj občutek, da podpiraš to, da soustvarjaš te zgodbe, ker to je zame soustvarjalec. Vsi člani, njih veliko, trenutno imam v bistvu eno članico, tako da Sandra, ful ti hvala. Jaz sem neizmerno ponosen, da imam eno članico. Želel bi si seveda, da jih več, ker bi to omogočilo lažji dejansko proces ustvarjanja, ampak če bo, če ne bo, ne bo. Ni bil to nikoli cilj. Nikoli ni bil cilj, da podcast prinese meni finančni nek uspeh, zato imam druge posle, da živim in sem hvaležen za njih. Želel bi si pa, da dejansko da ustvarjamo tukaj in da širimo to zgodbo. Tako da, če začutiš, imamo pač YouTube membership, dobrodošel, da podpreš, lahko en mesec samo, lahko si za daljše časovno obdobje. Če ti je lažje, imam pa tudi PayPal, na katerega mi lahko pošlješ prispevek, če želiš donirati. Za vsako takšno donacijo ali pa vsako podporo sem res neizmerno hvaležen in celotna ekipa, ki dela zraven, ker ekipa je, poleg studija imam trenutno še z mano sodeluje Ines, ki skrbi za socialno mrežje, se javlja trenutno prostovoljno, da pomaga pri tem, da razširimo malo besedo, ker enostavno ne uspemo vsega skupaj narediti. In ja, dejstvo je, podcastanje, biti ustvarjalec podcastov res ni samo to, da prideš, posnameš pa greš, je veliko več v ozadju. In tukaj lahko rečem, da vesel sem, da sem šel točno po tej poti in če bi šel danes še enkrat, bi po mojem na isti način začel s podcastom, ker na začetku nisem začel z idejo, ok, moj cilj je imeti 100,000 ogledov ali pa biti znan ali pa prvi. Želel sem biti dober v tem, kar počnem zase in želel sem, da se zgodba koga dotakne. Celotna misija podcasta že ves čas je bila rešiti eno življenje. Na kakšenkoli način rešiti in tukaj lahko rečem, da smo to nekako dosegli že decembra. Me je nekdo poklical, če poznam nekoga, ki bi lahko pomagal včerki v eni zelo resni situaciji. In takrat sem ustvaril povezavo, ne vem točno, kako je šlo naprej, ampak nekako si štejem, da tukaj smo na nek način rešili eno prvo življenje, ker smo dali upanje, ker ta oseba je dolgo časa iskala nekoga, pa ni našla, jaz pa upam, da sem našel pravo osebo. Nisem želel preverjati, zaradi tega, ker ni to cilj. Na nek način ostaja še naprej ta misija, rešiti življenja skozi to upanje, skozi motivacijo, skozi vzor. In če se bo, če ne bo, pa uživam v procesu in uživam v vsem, kar se dogaja. Ampak na začetku, ko sem potem se spraševal, zakaj to počnem, seveda je bilo to prvo vprašanje tudi zase, zakaj počnem ta podcast, sem se zavedal, da pride s tem, če bo uspeh, tudi neke vrste notoriteta, torej si poznan v okolju. Je pa to nekaj, kar me osebno ne motivira. Na začetku sem mislil, da mi bo všeč, sicer daleč od tega, da me zdaj ogromno ljudi pozna. Zato sem tudi zadnjič Katjo Breznik, ko je bila tukaj gostja, vprašal, kako se pa ona počuti, ko pride v skupino ljudi in jo poznajo, ali pa gre na nek dogodek, ki ne poznajo. In po mojem podobno razmišljam. Je to počutek ponosa, potrditve, hvaležnosti in hkrati nelagode, kot ne vem, kaj niti narediti s tem. Ne iščem tega praktično. Če bi imel na voljo, da bi tukaj imel goste, ki bi sami od sebe znali povedati to zgodbo, bi to izbral. Ker se izpostavi tako, ni mi problem, z veseljem, s ponosom to počnem, ni pa to cilj, da sem jaz tisti znan, ampak cilj mi je, da je ta gost tisti, ki dobi nekako soj teh žarometov in da je njegova zgodba ali pa njena zgodba v ospredju, da slišiš točno to, kar moraš slišati. In ja, ena od prvih idej je bila tudi glede tega to, da kaj pa, če bi imel vsakeč drugega moderatorja. Tudi to je bila ideja, ravno da bi nekako ohranili to. Ampak na začetku, ko začneš podcast, je toliko stvari za razmišljati in toliko stvari za narediti, da ni šlo.
nisem uspel splanirati in po 10 epizodi že malo sem rekel, ok, pač bom pa jaz nadaljeval. Lahko, da se bo zgodilo, da bo kdo drugi prevzel kakšno epizodo. Upam, da se bo zgodilo. Zaenkrat pa nadaljujem jaz. In druga stvar, kar sem dal na začetku, ko sem razmišljal o tem podcastu, je bilo, ok, to so misije, vizija je enostavna, cilji so jasni, kako to dosežeti. In tako sem razumel, da ne bo se to zgodilo, če bom jaz zdaj naredil to doma na računalniku Zoom, ali pa da bom, ne vem, neko poceni produkcijo, pa da si kupim zdaj kamere, pa bom jaz to posnel, ker je treba to še obdelati te posnetke, pa imam tehnično znanje, študiral sem tudi v tej smeri, ampak enostavno sem točno vedel, da ne, če grem ven, grem z vsem ali pa nič, grem na najvišji možen nivo, ki ga sem sposoben sam in sproducirati in financirati, ali pa ne grem v to. In zato sem pristopil do Anžeta, poznala sva se kakšne 2 leti, 3 pred tem, takrat ni bilo neke priložnosti še, ampak evo, prišel pravi trenutek. Peter Roljič me je spomnil na njega, Peter je bil tudi moj gost. Moja 10. epizoda, ena meni osebno najbolj zabavnih epizod in dogovorjena sva tudi, da se vrne v 100. epizodi, tako da dajmo vztrajati do 100. To je nekaj cilj, nekaj stočnica po poti. In res, in tudi hkrati ta logotip, ki ga vidite, ta zvok, ki ga vidite v tistem logotipu, tudi v to sem investiral. Marsikdaj razmišlja, bomo tam na Fiverrju ali pa na Upworku ali pa bomo našli enega soseda, ki to naredi za 100-200 evrov. To je možno in včasih je to v redu, ampak tukaj sem vedel, da želim, da je notri srce in da denar ni omejitev do neke normalne mere in tako sem sodeloval z 2 puncama, Natašo in Alenko, s katerimi sem tako fun fact, ravno pred kakšno urco sedel skupaj, ker se pogovarjamo na nekih drugih sodelovanjih. In Nataša Kasteric pa Alenka Šterk sta mi res, mislim, da sta zajela nekaj, kar sam nisem pričakoval. Ko smo imeli te delavnice in šli skozi ta proces ustvarjanja grafične podobe oziroma identitete podcasta, ko sem jaz njima odgovarjal na vse vprašanje, jaz sem bil tako, ni šanse, da sta kaj razumeli. Pa iz tega ne bo mogoče razbrati karkoli. Ko pa Nataša poslala prvo idejo, jaz sem vedel, to je to. To je to, s čimer se ta trenutek poistovetim. In to je bila prava odločitev. In res še danes verjamem, da kadar odpiramo podjetje, kadar začenjamo nove projekte, kadar gremo v podcast, je pomembno tudi, koliko damo na brand, ker brand oziroma znamka ni samo logotip, ampak je občutek, ki ga doživimo, ko pridemo v stik s tem logotipom. Občutek, ki ga doživimo, ko slišimo zvok, ki ga mogoče niti ne opazimo. Če niste nikoli opazili zvoka, bom rekel, Miha, tukaj vseeno da notri tisti sound, je tam, je prisoten in mogoče bo nekega dne se razširil. No, zvok je pa naredila Gordana Buh, Žgajnar, ki priznam, ko sem se z njo dogovoril, nisem vedel, kaj pričakovati, sem vedel, da to želim. In spet ta proces vmes je bil totalno mimo, sem mislil, mi ne bomo prišli do cilja. Ampak na koncu, ko je prišel končni rezultat, sem rekel, to je to. To je to. No in tukaj želim podariti dejansko to, da dajmo več kvalitete v stvari, ki jih ustvarjamo. Kvantitete je že ogromno, poceni rešitev je ogromno, raznih kitajskih rešitev je res veliko. Trg je zasičen z nekvaliteto. Nekvalitetnimi znamkami, nekvalitetnimi produkti, nekvalitetno hrano, nekvalitetni odnosi. Tega je ogromno. Dajmo začeti razmišljati o kvaliteti, o tem, kako lahko ustvarjamo svet boljši, kako lahko ustvarjamo boljše stvari za ta svet. Ja, veljam za nekoga, ki verjamem v neke koncepte, tudi kapitalizma, ampak še vedno pa verjamem v to, da ne rabimo preveč vsega, ampak da rabimo boljše vse. In predvsem boljše odnose. Ker to mi je res hudo, ko vidim ljudi, ki ne najdejo skupne točke, zato ker niso pripravljeni prisluhniti en drugemu. Niso pripravljeni najti neko sredino, ne zato, da bi mogli delati kompromis, ampak zato, da bi probali se razumeti. Ker včasih
bi bil verjetno odgovor to, da si razmišljate enako, samo drugače izražate to. Če pa ne gre ta odnos, seveda, gremo korak naprej. Tudi to je v redu, da odnos spustimo in iščemo boljšo družbo. Ker družba nas definira. Ljudje, ki so okoli nas, najbližji ljudje, ki so okoli nas, tisti, s katerimi se redno družimo, so dejansko podobni nam in mi smo povprečje teh ljudi. Čustveno, komunikacijsko, po izgledu, po financah, mi smo povprečje teh naših prijateljev. Kar pomeni, če želimo izboljšati svoje življenje, poleg tega, da moramo delati na sebi, brati in to, kar vse se naučimo dati v prakso, moramo tudi premisliti, s kom se družimo. Ne, da je kaj narobe s temi ljudmi zdaj, ampak če nismo tam, kjer želimo biti, moramo najti način, kako priti do tam. In to pomeni včasih te ljudi zgolj pustiti tam, kjer so, pa iti še korak naprej. In kdor bo hotel, bo prišel zraven. S tem ni nič narobe. V določenih obdobjih življenja pač nekoga imamo in nekoga nimamo. In z nekom se dobimo, se ujamemo in z nekom ne. Jaz imam nekaj takšnih ljudi okoli sebe, s katerimi se včasih tudi kakšno leto, 2-3 ne vidimo, ko pa se vidimo, je pa kot da vmes ne bi minilo nič. Kot da bi ves čas bili na skupni poti, ki je pač vmes šla na razen. Pa se ni nič zgodilo narobe, ampak enostavno nek trenutek imamo vsak svoj fokus in to je v redu. Bistveno pa je, da tisti odnos, ki imamo ta trenutek, da v njega vložimo kvaliteto, trud, ljubezen, energijo in zaupanje. Če bi vsak odnos začeli z zaupanjem, bi bilo veliko več zaupanja v svetu. Nisem vedel točno, kam bomo prišli s to epizodo, ampak upam, da dobivate malo občutek, da podcast, da nismo samo to, kar vidite v tistem na kamere, ampak da marsikaj se dogaja iza kamere, priprave. Ja, vem, da nekateri podcasteri se ogromno pripravljajo na epizode, veliko več kot jaz. Vem, da nekateri rečejo ne, jaz grem pa na blev malo. In obojem ratuje. Jaz sem ugotovil, koliko meni pomaga, če se z gostom najmanj, kar jaz slišim po telefonu, če že ne dobim na kavi prej. Ne zato, da zvem vse od njegovi zgodbi, ker dostikrat ne želim vedeti vsega, ampak samo zato, da zgradiva ta odnos, to zaupanje in da postaviva jasne meje. Da vem tudi jaz, kje je meja sogovornika, zato da bo potem ta sogovornik na drugi strani vedel, da ne bomo šli v nekaj, o čemer ne želi govoriti. Kar ne pomeni, da nekaj skriva, ampak tudi jaz o svoji družini govorim zelo malo, zato ker ni na meni, da se odločim, da bom svojo družino izpostavil. Ni to moja pravica, da jaz lahko o svojih otrocih povem karkoli. Ona dobo sta odrasla nekega dne. Mogoče ti, ki danes gledaš, boš spoznal tega otroka. Naj se on odloči, kdo je v odnosu s tabo. Naj se on odloči, kaj je njegova resnica. Naj se on odloči, kaj želi, da ti veš o njemu. Zato svojih otrok ne objavljam na socialnih omrežjih, ki dosti svojo družino pač res minimalno izpostavim, še to brez obraza, ker enostavno verjamem, da se morajo oni odločiti, kdaj so pripravljeni na to ali ne. In otrok ni pripravljen. Žena se bo sama odločila, ko bo. Žena, če smo že samo na tej temi, tudi tukaj želim reči, Andreja, ljubim te. Hvala ti za vse. Vem, da nama ni enostavno in družinsko in včasih poslovno in včasih tudi partnersko, ampak kar sem pa ob tebi dobil, je pa nekaj, kar se nisem nikoli predstavljal, da si sploh želim, da sem sposoben, ampak ti mi daješ ogromno lekcij, ogromno priložnosti, da dejansko rastem včasih mnogo hitreje, kot sem si mislil, da sem sposoben. Učiš me, kolikor včasih si mislim, da hočem jaz tebe kaj naučiti, ti me naučiš. In hvala ti za 2 otroka. Hvala ti za vse izkušnje, za potrpežljivost, tudi za preizkušnje. Hvala, ker si tako močna. In želim si, da bo nekega dne tudi, da bo svet spoznal tudi tebe. Ker si vredna tudi ti, te pozornosti. No in zdaj smo na točki, ko se zahvalim svojim staršem in svojim,
Hecam se malo. Ko učim javno nastopanje, ena stvari, ko rečem na začetku, kar je tudi mene moja mentorica Nina Dušič-Hren naučila, je to, da na začetku nikoli ne začnemo s temi pohvalami in zahvalami, ampak dajmo iti v bistvo, dajmo pritegniti publiko z neko dobro zgodbo, z nekim šokom, z nečim, ne pa s zahvalami. To prišparamo za konec, če že prav moramo, ker sicer se že itak vsi zahvaljuje na odru. Veliko gostov je bilo še vmes. Po eni strani bi rad narešil vse naštel, po drugi strani pa imate playlisto, imate seznam predvajanja in lahko poiščete vse. Od vsakega sem se kaj naučil. Veliko, ko sem na drugi strani, ko sprašujem vprašanja, skušam razumeti, kaj želijo povedati, skušam slišati, kaj želijo povedati. Veliko pohval dobim na mojo sposobnost dopuščanja prostora debati in hvala, ker mi ozaveščate to in dejansko, ker mi to ozaveščate, se to še bolj trudim delati. Je nekaj, kar je sicer v meni dokaj naravno, ker ko učim prodajo, učim ravno to poslušanje, graditi odnos, nič drugega, to je prodaja. Če hočete več prodati v življenju, način je, vprašajte več vprašanj in poslušajte več. Fokus naj bo na sogovorniku, ne na vas. In to isto uporabljam tukaj. In res, kolikokrat je zato, ker sem ostal še malo tiho, gost nadaljeval z govorom in prišla še boljša zgodba kot prej. Dajmo se v življenju naučiti poslušati. Imamo dvoje ušesa in ena usta, dajmo jih uporabljati v pravem sorazmerju. Ker dostikrat pozabimo in samo govorimo. Tako kot jaz zdaj že 70 minut približno govorim. Ampak skušam povedati to, kar upam, da se bo dotaknilo vas. Ker moj namen tega, da sem se danes tukaj izpostavil, ni, da bi se komorkoli smilil, ni, da bi se komorkoli zdelo, da zdaj sem pa jaz Bog, ja pa boljši. Ne. Moj namen je, da vam povem, da tudi meni, ki sem imel situacijo, da so me zafrkavali, da so me poniževali, da sem doživel to medvrstniško nasilje, da sem bil debel, da sem imel, da imam pokojne sestre, da sem imel raka, da seveda tudi jaz nisem imel perfektne družine, da imam težke situacije, da sem imel tudi propadel že poslovno nekajkrat. Kljub vsemu temu ohranjam to upanje in vero in verjamem, da bo tudi meni uspelo. In ne samo meni, tebi, da bo uspelo. Jaz v tebi vidim veliko več, kot vidiš ti sam ali pa sama v sebi. Ker sem videl že transformacije ljudi iz totalno introvertirane osebe, ki ni bila sposobna povedati 3 stavke, to sem bil med drugim tudi jaz, ampak ne imam še nekoga drugo mislih, v to, da je danes podjetnik, ki dejansko tudi predava. In če to njemu uspelo, bo tudi tebi, če meni uspelo, bo tudi tebi, to ti hočem dati skozi svoje zgodbe in skozi zgodbe drugih ljudi, da če nam uspe, tudi tebi lahko uspe. Res si želim, da začutiš to v sebi, to iskrico upanja, ker upanje je prva stvar, ki rabimo. Sean vedno znova ponovi en zelo močen stavek, ki ga vsakeč znova bolj razumem. In sicer vedno reče, ljudje brez hrane preživimo tudi 1 mesec. Brez vode preživimo 3 dni. Brez upanja pa niti minute. In res je, čeprav naše telo ostane živo, ko izgubimo upanje, tako kot je bilo pri moji sestri Tjaši, umremo. In danes vidim tam zunaj ogromno ljudi, ki živijo življenja, ki so umrli pri 10, 20, 30 letih, pokopali pa jih bomo, ko bodo stari 60, 70. To ne pomeni, da vsi morate biti podjetniki, to ne pomeni, da morate vsi biti vrhunski športniki, priti na Mount Everest. Ne. Ampak verjamem, da vsak od vas ima nekaj, kar bi rad počel. Nekaj, kar bi mu bilo ljubše kot ta služba ali pa tisto stvar, ki jo počne samo zato, ker mu je nekdo rekel, da mora. Jaz verjamem, da vsak od vas bi lahko počel nekaj za svojo dušo, za svoje srce in v tem užival in bil zaradi tega boljši človek. Jaz verjamem vate. Dej pomisli, kaj je to. Naredi en korak temu. Tudi, če te je strah prekiniti nek odnos, če te je strah povedati nekomu prijatelju nekaj težkega, če te je strah zapustiti službo ali pa nekaj, mogoče to prav,
da narediš. Naredi na varen način, seveda, naredi si neko varnost v tem. Začni mogoče svoj posel na majhno, preden zapusti službo, ampak razmišljaj o tem, drzni si verjeti v to, da je to možno in naredi načrt za to. Ker to je možno. Tam zunaj je ogromno ljudi, ki mi je to ratalo. In oni niso nič drugačni kot ti, oni so isti kot ti. Zakaj tebi ne bi uspelo? Če meni, bo tudi tebi. Jaz verjamem vate. Ko sem začel svojo poslovno pot, v bistvu sem vedno želel točno to narediti, kar se mi je zdaj zgodilo, ta kratek monolog. Ker zgodbe, ki sem jih jaz poslušal v tistih trenutkih, ko nisem verjel vase, so bile zgodbe, seveda somišljenikov v okolici moji, ampak tudi zunaj sem našel veliko zanimivih govornikov, ki so delili, in dva, ki sta mi zelo pri srcu, sta definitivno Zig Ziglar in Les Brown. Čeprav so to znani osebnosti, kljub temu govorite o svojih zgodbah, ko sta bila še otroka, pa ko sta odraščala, ko sta delala napake. In skozi njihove zgodbe sem se marsikaj poistovetil, marsikdaj želel biti z njima. Eden od mojih ciljev je bil, da bi si delil nekega dne oder z Zigom in Lesom. Z Zigom to žal ni več mogoče, z Lesom bomo videli. Mogoče se nekod zgodi. Ne vem. Les Brown, če gledaš to in če si začutil, da me kontaktiraj. Jaz sem te probal, mi ni ratalo, nisi prebral mojega e-maila ali pa te ni bilo dovolj zanimivo, ne vem. Nisem še obupal. Je pa res, da sem pa res ponosen, da bom pa na odru s Seanom, ker Sean pa je že predaval z Les Brownom. Tako da, evo, to bo nekako skoraj tam. Jaz res mislim, da je življenje polno priložnosti in ne glede na vso situacijo, ki je v svetu ta trenutek, še vedno obstajajo tudi lepe stvari, ki se dogajajo. In to ne pomeni, da moramo se zatisniti oči, ne vidimo, kaj se dogaja. Se dogaja. Ne rabimo pa dati fokusa na to, ker mi ta trenutek ne moramo nič za to narediti. Torej, dajmo nekaj narediti tukaj in zdaj, nekaj majhnega okoli sebe, da pač izboljšamo situacijo nam. Dajmo pomagati sosedu, nesti vrečko. Vzemi telefon, napiši SMS nekomu, ki ga imaš rad, da ga imaš rad. To so te malenkosti, ki jih pozabimo dostikrat narediti. Nikoli ne veš, mogoče s tem SMS-om ravno danes nekomu rešiš življenje. Nikoli ne veš, da je. Jaz bi rekel, da je to nekako dovolj za to prvo solo epizodo v življenju. Sigurno sem pozabil veliko stvari, 101 stvar pozabil, ampak nekako čutim, da je to zdaj dovolj, da sem dal iz sebe to srce in samega sebe. Še enkrat hvala čisto vsakemu za vsak like, komentar, deljenje, ogled. Hvala vsem partnerjem, sponzorjem, hvala vsem podpornikom, hvala vsej ekipi, ki delate z mano, hvala moji družini. In resnično si želim, naj bo tvoj dan še lepši, kot je bil. Hvala ti. Hvala, ko si z nami. Res, ful dobra epizoda. Hvala.